Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke in gledalci v Beletrini v živo. Tokrat bomo klepetali s profesorjem Igorjem Grdino. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Tema pa bo seveda Stendhal in njegove italijanske kronike, ki bodo išle v klasični Beletrini v mesecu novembru. Profesor Grdina, kdo ali kaj je bil Stendhal? Predvsem je bil sila zanimiva osebnost in nenazadnje vsi ga poznamo pod Stendhal, pa vemo, da je to samo eden izmed njegovih vsaj 100 raznoraznih psevdonimov. Kako mu je bilo sploh prav ime in kakšna osebnost je bil? To je zelo težko reči, ker se je pač spreminjal. Predvsem je bil pa eden tistih ljudi, ki je vedno reagiral popolnoma drugače, kot bi bilo pričakovati. Mislim, bi lahko bil pravzaprav zlata mladina cesarstva, ker je pač njegov sorodnik bil član akademije in recimo glavni, bi rekli, komisar, torej pomenil intendant velike armade. In seveda je potem spravil sorodnika kot za enega malega intendanta in torej žepe bi si lahko napolnil, ampak takrat, ko bi pa največ zaslužil, je pa šel v Italijo, deželo, ki jo je imel neizmerno rad, mu je bila neizmerno ljuba, ker je bila strastna. Torej, to je pri Francozih pogrešal. Francozi so bili galantni, Italijani so bili pa po njegovem strastni. Temu strastnemu k Italiji, strastni Italiji se bova še vrnila, pa morebiti predtem povejva, on je bil seveda Francoz, kot že rečeno, deloval je v vojski, vendarle njegovo pravo ime sva pozabila dodati, to je bil Marie-Henri Beyle. Kako bi se Stendhal razvijal, če v Evropi ne bi bilo takrat Napoleona? On bi verjetno že našel koga, ki bi ga potegnil naprej, oziroma mislim, kajti to je takšen genij, ki vendarle za njega ni mrtvih situacij, on je pač ustvaril situacijo. Zdaj, recimo, če gledava tudi Stendhal, torej ta psevdonim, pod katerim je nastopal v glavnem v literaturi, čeprav od začetka ne. Ta psevdonim je po Winkelmannovem rojstnem kraju. Zdaj, če pomislimo, kaj je njega vleklo recimo v Trst, ki je kraj smrti Winkelmannove, potem se na neki način krog vendarle sklepa, ampak kaj je v Trstu našel, je bilo pa tudi žalost, in potem je bila pravzaprav sreča, da ga Metternich niti ni hotel potrditi za konzula in da so ga nagnali, in da je potem šel, torej so ga imenovali ta julijska monarhija, torej kralj Louis Philippe in njegov režim, ga je spravil potem v Civitavecchio za konzula, ampak je bil v Parizu, on je bil pravzaprav vsepovsod, potem ko je maršal Soult hotel, da bi vendarle bil na delovnem mestu, potem pa to tudi ni bilo za njega. Kaj hočem, to je, če nadaljujemo tisto, se je našel to, torej on se je kot riba v vodi počutil tudi v julijski monarhiji. Torej, a je bil navdušen za Napoleona? Izjave so zdaj takšne, zdaj drugačne. Torej, je poskušal napisati eno biografijo Napoleona,
takrat, ko je Napoleon potem spet prišel v modo, ne, potem, ko so že vsi ti mrtveci zgnili in tako dalje, ne. Ampak imate pa tudi zapis, da on si je izmislil srečanje z Napoleonom, drugič je pa pošteno povedal, da Napoleon za take zgube, kot je on, nima časa. Ne, torej, kaj hočem povedati, ne, da pravzaprav je na neki način revež ali pa celo bedak tisti, ki Stendalu verjame, na drugi strani ni moder tisti, ki mu ne verjame. Ne. Gibljemo se v nekem prostoru, ki je eminentno književen, ne, ampak tudi v njegovem življenju. Ne. Torej, on je na neki način je pisatelj par excellence. Ne. Torej, pisatelj, ki je tudi v najbolj nemogoče ali pa zavrženi pisateljski situaciji, to je plagiator, seveda, pokazal, kaj se iz plagiata da napraviti. Ne? Torej, pa ne tukaj pri italijanskih kronikah, kjer je njegovega deleža precej več, ampak tam na začetku, ko je on pisal o Haydnu, Mozartu in Metastasiju, ne, torej, to je dobesedno je prevedel avtorsko delo nekoga, ki se je torej s Haydnom srečeval. In on je prevedel še celo tisto, ne, kako ga je on kot Louis César Alexandre Bombet pač obiskal Haydna, ne, in potem je seveda avtor je to zapazil, ne, ki je v italijanščini to objavil, ja kako, ne, pa je pravzaprav situacija, ki jo je on pravi avtor doživel, ne, tukaj je pa nekdo drug to doživel, ne, ampak vendarle je tisto, če primerjamo zdaj tisti italijanski izvirnik, ki je seveda podatkovno morda seveda bolj pristen, ne? Ampak pa Stendalova verzija, ta je preživela, ne glede na to, da je samo kakšen stavek manj ali pa kaj dodano, ampak na neki način šolski primer, kako se napravi dobro pisanje. Stendhal je bil sila zanimiv, pravi, da je bil razmeroma liberalen, tak odprtega duha, liberalnih nazorov. In knez Metternich, ko ste ga prej omenili, ga pravzaprav ni maral, ravno zaradi tega. Če narediva tukaj še korak... Pravzaprav mislim, da je bilo najhujše za Metternicha to, da je prišel tam v Milano, ne, kjer se je pač začenjala Habsburška monarhija, je on kar na neki način vdrl, nič čakal, tako kot bi pač diplomat moral, ne. Mogoče je avstrijska monarhija tudi imela v kakem arhivu, da je moral iti iz Italije, ker je bil recimo osumljen, da je morda tam nekje z Carbonari dela, ne. Gotovo je bilo zelo sumljivo to, da se je z lordom Byronom v tistem prvem daljšem bivanju nevojaškem sestal, ne. In to je gotovo, torej, avstrijska monarhija je vsaj arhive imela dobro poštimane, ne, in na neki način je seveda to, ne, da je Habsburška monarhija, torej durch Schlamperei gemeldete Tyrannei, ne, torej s šlamparijo umiljena tiranija, to je malo legendarno, ne, ker v Italiji je bil režim seveda zelo, zelo strog, ne. In zdaj poslati takega avtorja, ne, ki, zdaj imel s 1001 psevdonim, kar seveda pretiravam, je mogoče tudi zaradi zavajanja cenzure, ne. Tudi to je mogoče, ne. Ampak na koncu koncev, ko vse to damo skupaj, ne, je pa vendarle tisto njegovo pisateljsko bitje, ne. In se mi zdi, ne, da je tukaj pravi ključ, ne, torej, da je nekdo tudi v življenju pisatelj. Ja, zdaj pa tukaj se pojavlja ta dilema. Ste že izpostavili, veliko je delal na plagiatih, veliko je sam pisal. Kako je pa on pri sebi razčistil te stvari? Vedel je, že takrat so vedeli, da plagiat je nekaj, kar je nesprejemljivo, hkrati je pa to bolj ali manj nekako ga to spremlja celo življenje.
No, takrat je bil vsekakor malce drugačen odnos, ne, torej prirejanje tekstov in tako dalje, ne, je seveda bilo kar običajno, je pa druga stvar, ne, v vrhunski literaturi, pa seveda z romantiko je jasno, da pride hotenje biti izviren, ne, in zdaj tu na neki način Stendhal izviren, ne, mislim, kronike, italijanske kronike vendarle se naslanjajo, ne, torej to bi rekli, ja, a je prvi postmodernist, ne, ali kaj podobnega, ne. Torej na drugi strani, ne, je nenavaden pa na neki način njegov eseizem, ne, in on še nekaj je počenjal, ne, zlasti pri Parmski kartuziji, ne, torej da je predno je šel pisati, prebiral Napoleonov kodeks, ne. To je torej zato, da bi se osvobodil vsakršne recimo bohotnosti, da bi se torej privadil, da bi vstopil v nek svet besedne askeze, ne, torej kar korespondira na koncu koncev z naslovom, ne, ker kartuzija, to je vendarle strožji meditativni red, ne, in zdaj seveda se mi pa vendarle zdi, ne, da torej ne vem, če je on hotel sam pri sebi biti samo en človek, ne tako kot Pessoa, ne, ki se je razdelil pač v nekaj osebnosti, ne, in pol pač ustvarjal, ne, opuse posameznih osebnosti, ne na ta način, ampak vendarle hkrati živeti več življenj, ne, torej na neki način mi vemo, ne, da je bil impotenten, ne, vemo ali zaradi tega, ker je staknil bolezen, pač spolno, ali zato, ker se je tako radikalno zdravil, pa je bila posledica zdravljenja tega, ampak on je vedno imel velike ljubezni, tudi mislim, da jih je okrog 10, in seveda nobena ni opazila, da je bila tu kakršnakoli težava, ker je bil pač tako zanimiv, ne, ob tem, da je bil grd. Ne, torej, ena izmed njegovih ljubezni mu je rekla, aha, vi ste Kitajec. Ne, torej, kar seveda danes ne moramo tako reči, ne, ampak njega so zaničevalno imenovali, torej vojaki, pač Kitajec, ne, torej, da je takšen, ne. Ali lahko rečemo, da je na eni strani Stendhal, kot ste rekli, se je poskušal spraviti recimo pri nekaterih primerih v neko askezo besedno, po drugi plati je pa vendarle iskal tiste meje, pri katerih je lahko stopil. Primer tega imamo ravno pri italijanskih kronikah. Tam se večkrat zabeleži noter, da je on to neposredno prevzel, da je prepisal, da je prevedel. Skratka, ves čas je izmišljeval tam recimo nekega starega skopuškega plemiča iz Mantove, a ne, ki naj bi mu predal te zapise za velike denarje. On je hotel slike kupiti, ja, ne, torej, ja. V resnici pa vemo, da to ni res, ne? Ne, seveda ne. Ali bi si je iskal za to, da je lahko nekaj objavil, kar bi lahko v takratni italijanski družbi morebiti dvignilo preveč prahu, oziroma je bilo lahko malce problematično, mislim, da še ne. posebej zaradi njegove pozicije kot diplomat takrat. Ne, mislim, da ne, ker to je bilo tako ali tako namenjeno francoski publiki. Res je, da so francosko takrat prebirali po celi Evropi, ampak vseeno to, da bi on zaradi, bi pa objavil pod ne vem kakšnim psevdonimom, to mislim, da njemu ni ravno bil velik problem, ne, ker on je kot konzul seveda kot Monsieur Bayle nastopal, ne kot Stendhal, ne, in mislim, da to ne bi bila ravno težava, ampak vendarle pisatelji so pa od nekdaj ja, igrali neko igro z recepcijskim telesom, da rečem tako moderno, ne, in vse to najdemo
Jaz vem, recimo pri Walterju Scottu, ne, ali pa pri nas pri Josipu Jurčiču, ne, torej kaj bo zdaj ljubeznivi bralec, popeljali ga bomo v gostilno, ne, ker če Scott, ne, lahko tudi jaz, ne, pravi Jurčič, ne, in tako dalje in tako naprej, ne. Torej nekaj tega je bilo v sami dobi, to je kar precej običajno v tistem času, ne, da je pisanje na neki način reflektirano, ne, da so okoliščine pisanja, torej pripovedovalec hoče biti pisatelj in hoče, da bralec ve, da je ta veliki arhitekt teksta pisatelj, ne, ampak seveda ne povsod. Tega ni v Parmski kartuziji, ne, takega prijema. Ne, tudi v Rdeče in črno, Lucien Levin ni končan, torej Lamiel, Armans, to so teksti, kjer ni takih recimo iger, ne, kolikor se pač spomnim, ne, torej gotovo, ne, ta tekstna trdnjava njegova, Parmska kartuzija, gotovo ni takšnih stvari, vsaj ne na takšen način, so druge, ne. Ne, ampak ko sva bila prej pri Metternichu, ne, ali je Conte Mosca Metternich? Ne, torej ta v Parmski kartuziji, Stendhal je rekel, da ne. Ampak njemu verjeti, ne, pravim, to je pač narediš bedaka iz sebe. Ne verjeti mu pa je pa tudi na neki način se odpovedati neki modrosti, ne. Skratka, je in ni, ne, torej to je neko posebno življenje literature, ki ga on pravzaprav ga tukaj ustvarja. Saj zato je pa lahko tudi rekel, ne, razumeli me bojo 1880, 1890, 1900, pa še 30 let pozneje, ne, vse te letnice imajo, ne, ampak v resnici je Balzac, torej cesar tedanjega francoskega pisanja, njega cenil. Ne, pa še marsikdo drug, ne, torej. No, ampak kasneje ga Nabokov pa vseeno nima takšnega odnosa do njega. Nabokov je malce bolj kritičen. No, ampak Nabokov je tudi nerazpoložen do Dostojevskega, no, kdo se bo pa strinjal z Nabokovom, ne, kadar pravi o literaturi takšne stvari, ne. Morate se zavedati, vendarle, da vsak pisatelj išče prostor pod soncem, ne, najprej izzoveš pozornost, kako pravi Stendhal. Ne, s strelom sredi koncerta. To ima v Rdeče in črno in ima v Parmski kartuziji. V obeh ima ta ključni stavek, ne, samo da je izpeljan pač malo drugače, ne. Ampak vendarle, ne, torej, treba je presenetiti, ne, saj to danes vsakdo ve, ne, danes imamo cele filozofske šole, ki temeljijo preprosto samo na tem vedno proti toku, ne. In zdaj, seveda, Stendhal je nekaj tega obvladal, ampak ni bil dolgočasen, ker nikoli nisi mogel reči, da je to pa pri njem pravilo, ker pri njem so pravzaprav vsa pravila kršena, ne. Ko misliš, da imaš ključ, ne, da je vse prepisano, potem pa je Rdeče in črno nenadoma, ne. Z kronikami, ne, je se vrne kot, kaj jaz vem, nek sintetični tekst, ne, navsezadnje vse se vrti okrog strasti. To je tisto, ne, kar je on v svojem recimo traktatu, ki pa je hkrati seveda tudi esej o ljubezni, ne, torej o tem spregovoru, ne, torej Italija, ne, to bi asociirali njegove turistične spise lahko, to nam še v slovenščini zelo, zelo manjka, ne. Potem, torej, ja, saj Parmska kartuzija seveda je tudi v Italiji, ne, v tej res zaželeni deželi, ne, zdaj, če gledava te kronike, ravno z tega stališča, ne, so kot en presek opusa, pa silnic tega opusa,
Ampak vendarle bi kdo rekel sinteza. Ne, sinteza pa ne. Zaradi tega, ker nasproti parmski kartuziji je to vendarle nekaj, kar, mislim, težko je reči višje, nižje, ne, ampak vendarle parmska kartuzija je pač njegovo chef d'oeuvre. Ja. Če malce pogledamo italijanske kronike, kako je zadeva tukaj sploh nastajala, koliko je sploh tistega deleža, vemo, da skozi različne te dele, ko piše noter, različno posega v samo besedilo. Ponekod se relativno drži tistega originalnega teksta, drugod zelo poseže in pravzaprav se zelo odmakne, si sam izmišljuje neke osebe. Kakšno težo ima zdaj vse skupaj in kje je tukaj Stendhal? Pravzaprav ne je to posthumna knjiga. Ne? Torej, to je knjiga, ki jo ni on sam napravil kot knjige. Ne? On je seveda napisal pač novele, ne? In to seveda so novele, ne? To niso kratke zgodbe, ne? Ker novela in kratka zgodba, to se vendarle razlikuje iz novele, lahko verjetno, da je novela tisti literarni žanr, iz katere najlažje napraviš scenarij, ne? Ker je toliko scenarije, da vendarle je za film, ne? Zgodbe pa tudi zadosti recimo pregledna. Ne? Zdaj seveda ne, ta knjiga je knjiga, ki bi jo mogoče Stendhal sploh ne napravil kot knjige, ne? Bi to pač ostali neki manjši spisi, ne? Ampak po drugi strani pa, če vemo, da se je še zadnji dan življenja ne, ukvarjal z eno izmed teh Opatjanja z Castra, če se ne motim. Torej, ne, je pa vendarle to na neki način pa vendarle potem tudi testament, ne? Če ni sinteza, je pa vsaj testament, ne? Na neki način ni nasilje nad njegovim opusom, ne? Da so te novele zbrane, pa torej težnja sorodnikov, da bi še nekaj zaslužili. Ne? Nikakor ne, ne? Ampak vendarle mogoče, da bralec dobro napravi, da mogoče ne tako zelo kot knjigo bere, ampak kot posamezne stvari, mislim. Morda smo bližje avtorjem v duhu v tem smislu, ne, ker vendarle ni zaključil. Ne. To bi lahko bila drugačna kompozicija. Ne. Ali bi bile vse te novele, ali bi bila recimo ne, slovenska prva izdaja, ima na koncu še eno drugo, ne, torej nekakšno špansko novelo. Ne. Nič ni pravzaprav narobe, ne, z tudi takšno rešitvijo, ne. Ampak seveda to je neka zasilna rešitev, gotovo ne avtentična, samo kaj pa je tukaj avtentična kompozicija, kakšen bi bil vrstni red, ne? Ali je pravi vrstni red recimo ta kronološki, kakor so te novele nastajale, ne? Na drugi strani, ne, recimo pri Čenčih, ne, to je tudi ena takrat zelo tema, ki zelo privlači pogled, ne, torej Šelijeva tragedija, ne, se mi zdi, da je ravno v tem času zelo odmevna, ne, in to se najde ta motiv marsikje, ne, tako da Stendhal tu krmari med seveda na neki način nečim zelo osebnim, pa na drugi strani je tudi, kar je paradoks za njega, ne razumeli me bodo 1880, 90 in tako dalje, ampak na drugi strani pa je tudi otrok svojega časa, ne samo pri izboru nekaterih tem, ne, mislim, ker je torej sodobniki, ne, torej romantiki, ne, in od te pride tudi ta večni prepir
kaj je Stendhal, ali je realist, ali je romantik. Ali, ne, torej, in to se celo potem v različnih evropskih kulturah je razumljen njegov položaj popolnoma drugačen. Ne, mislim, namesto da bi rekli, da je preprosto Stendhal. Prej ste uporabili besedo avtentičen. Ne? Ko sem prebiral pravzaprav te italijanske kronike, sem mestoma dobil zelo zanimive take informacije, taki utrinki, ki rečeš za nekoga, ki se ukvarja recimo zgodovino, etnologijo, historično antropologijo ali kakorkoli, je vrsta nekih zanimivih informacij noter, kot recimo, mislim, da tam v Viktoriju Akoramboni omenja pri nekem aretaciji, omenja, da je tisti stražnik prišel, našel neke škarjice in si med aretacijo rezal nohte, recimo, ali pa potem imamo primer, tam so napadli neko hišo, se je podrla in sta bila dva mrtva in so jih pustili. In so rekli, kar pustite, se jih bojo psi požrli. Ne? To se pravi, da niti mrličev niso zakopavali. In podobne stvari, ali pa recimo podobno imamo primer, ko noter omenja, kako je tam ena rada jedla sladoled in govorila zraven, pa to govorimo seveda v 16. stoletju, govorila zraven, škoda, da to ni greh. Skratka, te zelo drobne, nazorne situacije pa vendarle se zdi, da zanimivo odražajo nekega duha, ne samo duha tistega časa, neke podatke, kaj se je pa dejansko dogajalo med ljudmi. In to je pa zdaj tisto temeljno vprašanje. Do kakšne mere pa morebiti lahko te italijanske kronike beremo kot tudi deloma dokumentarno gradivo? Torej, Stendhal je imel srečo tudi zaljubljenci v svojo umetnost. Ne? Torej, to so bili patološki. Ne? Torej, kaj vem, ne? Torej, Vittorio Delito je Francoz postal zato, da je pač Stendhala preučeval. Ne? Eno generacijo prej je torej francoski učenjak, ne, po svetu celo življenje skoraj da izdajo Stendhala, ne. Torej tudi Paul Azar, ne, je napisal eno imenitno knjigo pravzaprav o Stendhalu. Leon Blum, ne, torej, ki ga poznamo kot politika, je bil najbolj prepričljivih torej, belistov. Torej, tukaj lahko zelo natančno rečemo, ne, potem, ko je ta vojska učenjakov šla čez tekste in opazila tisoč in eno stvar, ne, ali pa taki veliki ljubitelji, ne, kot recimo knez Lampeduški, ne, ki je Jaguarja napisal, ne, on je bil občudovalec Stendhala pravzaprav, ne, in bog ve, kakšen bi bil roman, če bi sploh bil, torej ta Jaguar oziroma Leopard, ne, kot je starejši naslov. Pa tudi Jaguar ni čisto pravi, ne, ker gre za neko mačko, ne, ki je samo na Siciliji, pa tam okrog. Ne. Ampak, ne, torej, na eni strani imamo te ljudi, ki so bili zaljubljeni, ne, v to Stendhalovo umetnost pripovedovanja, ne, torej Lorenz Durel recimo tudi, ne. Na drugi strani imamo te, ki so preučili vse, ne, torej vse verzije pogledali, vse vire pogledali, ne, tako da, ja, gotovo imate prav, ne, ampak mogoče je bolj zanimivo nekaj drugega. Tam, ko pravi Stendhal tu v kronikah, kar na par mestih reče, tega pa ne bomo zdaj opisovali, ne, ker to Italijani, ki se samo zanimajo za vse podrobnosti, ne, torej, ki so strastni, tudi v tem priti stvari do dna, ne, torej, ti bi prenesli vse, ne, ampak Francozi to pa ne, ne. Mislim, ampak vendarle ti filtri pa takšne stvari so bolj zanimive za opazovanje torej Stendhalove osebnosti, ne, in njegovih predstav o italijanskosti, ker to vendarle njegova Italija, to je tako kot Rusija Dostojevskega, to ni realna Rusija Dostojevskega, ne, Rusija Dostojevskega, takšne Rusije nikoli ni bilo. In ta Italija Stendhala
tudi te Italije pravzaprav verjetno ni bilo na nekem, recimo, tem izkustvenem smislu, ampak zdaj pa rečemo Webrovski idealni tip, je pa ravno mogoče bolj zadev Italijane kot, ne vem, no, mislim, recimo italijanski njegovi sodobniki. Ne? Mislim, ker imate na eni strani neko silno ironijo. Ne? Torej, Stendhal včasih zapiše stavek v Italijanih, ko bi ga vzel iz Metternichovega dnevnika. Namreč ne Metternich, ko je šel gledati Italijo, je napisal marsikakšno pikro. Ne? Torej, ko bi komentarje Winstona Churchilla o Mussoliniju pač poslušal, potem, ko je Mussolini šel na drugo stran. Ne. Skratka, ne, ampak a ni to pravzaprav neki čar nekega pisanja, neka čarovnija, da se znajdeš v nekem takem nedefiniranem prostoru, ki je v nekem seveda jasnem odnosu do te realnosti, ki izkustvene, ampak vendarle je to stvaritev enega genialnega duha, ki, mislim, jaz ne skrivam občudovanja tega pisatelja in zakaj bi pa, ne, torej na vse zadnje sem drjezel tudi pri tem založniku, pri Beletrini, da je treba Stendhala izdati in zdaj, ko mi je že to tolikokrat uspelo, bom pritiskal še za turistične spise. Namreč ne, Stendhal je tisti človek, ki je v francoščino uvedel pojem turista. Ne, in to so briljantna zapažanja, ne, kratka, to, da mogoče ne veš vedno, kje si kot bralec, a ni to na vse zadnje na neki način tudi neka prednost, ne, in saj jaz sem tudi profesor, ne, ampak vendarle je to že fino, da noben profesor ne more Stendhala pojasniti od sedaj na vekomaj, torej tudi po Delitu je še mnogo kaj zapovedati o Stendhalu, ne, predvsem pa je to stvar, ki morajo povedati legije bralcev, ne, in zanimivo, vendarle Stendhala niso zapustile, ne, če gledamo potem priredbe v filmu. Celo v opernem teatru ga najdemo. Ne. Torej, pravzaprav, ne, torej toliko res velikih pisateljev, drugačnih od njega, pa so ga občudovali. Na drugi strani seveda, če ga kdo zavrača, tudi to je nek izraz živosti. Ne? Torej, ne boš zavračal nečesa, kar se ti zdi nepomembno. Ti greš pač naprej, nič ne rečeš. Ne? In torej, to se mi pa zdi vendarle neka prednost, da vsakdo pravzaprav ne da ustvari lastnega Stendhala in lastno parmsko kartozijo, ne, za svojim branjem, za svojimi izkušnjami, tako dalje. Ampak vendarle to, da literatura da nekaj, česar nič drugega ne more dati. To je največje upravičilo smisla, ne opravičilo, upravičilo, to je razlog, zakaj je literatura pač tudi nekaj posebnega. Ne? In mislim, da je Stendhal en tak res avtor, ki na tem tukaj ne samo dosegel, pravzaprav tudi vedel je, da je tega sposoben in vedel je, da je to torej dosegel. Ne? In daj, a mu je kdo to priznal takrat ali ne? Na zadnje, torej, on je bil strašno vesel, ko je Balzac napisal pač tisto, kar je napisal. Ne. Torej, ampak je tudi zanimivo, ne, tam v tisti kritiki Balzac na eni strani pač Stendhal je eden od mojstrov pač nekega tipa literature, na drugi strani je Victor Hugo samo en talent. Torej, to je vendarle
nižje, nekaj nižjega. In vemo, kdo je bil Victor Hugo, ne? Torej v Beletrinini zbirki si bosta delala celo družbo, ne? Ampak vendarle, ne? Torej Balzac je popolnoma jasno povedal, ne? Torej, kakšen je recimo vrstni red. Ja, če se malce še vrneva nazaj k italijanskim kronikam in temu vprašanju italijanskosti, francoskosti in tako naprej, ne gre tukaj samo za vprašanje recimo temu dveh kultur, če jih lahko tako poimenujemo, italijanska, francoska, nekoliko pod narekovaji, ampak je zanimivo, da pravzaprav sam Stendhal hkrati uvaja še to časovno komponento. Ne? Ker recimo sem si prav izpisal en citat, kjer piše: to, da kako naj jaz, mlad Francoz, rojen na severu Pariza, uganem, kako so leta 1559 čustvovala italijanska srca, kvečjemu lahko upam, da se bom približal temu, kar se leta 1838 francoskim bralcem zdi privlačno in žgečkljivo. Skratka, dobimo to dvojno variablo noter. Ja, seveda, ne, in torej tukaj tole odlomek, ne, se mi zdi zelo pomemben, ne, ker bi lahko, če bi zgodovinarji to brali, bi lahko zgodovino mentalitet odkrili veliko prej, ne, torej, če bi brali Stendhala, ne, in zdaj seveda to je kritika zgodovinarjev, ne, torej preprosto stvar je taka, ne, kot je rekel en veliki zgodovinar naše dobe, zdaj že pokojni John Lukács, ne, obstaja neko število pisateljev, dovolj majhno število pisateljev, ki so veliki pisatelji, pa niso ravno veliki bralci, ali pa sploh nikakršni bralci niso. Ampak ni pa velikega zgodovinarja, ki ne bi bil velik bralec najprej, ker preprosto moraš vedeti. Ne. Zdaj seveda Stendhal je nekje človek, ki je recimo, da grem zdaj k svoji drugi stroki, na to opozoril. Ne. Hkrati je pa seveda vse skozi tudi pisatelj, ne, torej on tudi, ko je pisal o Mozartu, ko je pisal torej o Haydnu, ko je delal tiste torej, svoje plagiate, on, ne Victorien Sardou, bi lahko napisal knjigo z naslovom Moji plagiati, ne? Ampak a so v resnici čisto, niso čisto plagiati, ne? Torej, kaj hočem torej, povedati, ne? Da ta hiša ali pa palača z imenom Stendhal, ali pa če hočete Kartuzija, ima zelo veliko oken odprtih res na vse strani, pri tem, da to ni nobena poza, to je človek, ki ga je vendarle vse zanimalo, vse človeško ga je zanimalo. Ne. Saj ima recimo sodobnika v Italiji, ne vem, a je on poznal Giuseppa Gioacchina Bellija, ne, torej človeka, ki je napisal 2000 sonetov in pravzaprav rimske nravi 19. stoletja v ohrano, ne, torej v rimskem dialektu napisani soneti. Ne. To je en avtor, ki nam v slovenski prevodni literaturi gotovo še manjka. Ne. Torej, nekdo, ki se enciklopedično zanima za življenje. Ne. Torej, in saj Stendhal navsezadnje je tudi takšen avtor. Ne. Torej, je in ni poseben, ne. Torej, je edinstven, to gotovo, ne, ampak vendarle v dialogu z marsikom, ne. Torej, ne vem, če lahko rečem, da bi bil Stendhal avtor, ki bi nekemu, recimo, ne bom rekel zdaj tipu človeka, ampak nekaj, recimo, nekam usmerjen, to pa lahko rečemo, ne, za nekoga je recimo važna zgodba, za drugega je važen recimo slog. Ampak noben ne bo izključen a priorno iz, vsakdo bo lahko našel pri njem, se mi zdi, da nekaj, ne, ampak ni to samo postrežba, ne, Ja. torej to pa se mi zdi pomembno.
Ves čas, ko beremo italijanske kronike, se postavlja to vprašanje, kakšna je Italija tam. Ne? To smo že prej rekli, Italija je čustvena, on je nekako konstruirana, strastna, ne? Ker to je, če njegov esej, ne, torej o ljubezni, beremo, je to strašno važno, ne, torej ta strast. In na drugi strani pojem kristalizacija, ne, ki ga je pač zelo plastično pojasnil, ne, kaj je s tem mislil, ne, ko v salzburške rudnike se vrže ena vejica, ne, in potem, ko jo čez mesece potegneš ven, je kristalizirana. Je ista vejica, ampak je drugačna. To govori o ljubezni. Ne? Mislim, da celo obstaja neka skica, pot iz Bolonije v Rim. Tako je. In ta pot simbolizira to kristalizacijo. Ja, torej to, ampak na drugi strani je pa seveda tukaj razloženo ne samo to ljubezensko čustvovanje, ali pa recimo nekaj, kar bi Slovenci rekel hrepenenje, ampak seveda tudi njegov način pisanja. Torej, tista snov je kot na neki način, ali pa tista italijanska kronika v italijanščini, je vendarle tista sveža vejica. Tisto, kar Stendhal ponudi bralcu, je tista kristalizirana. Ja, kjer se nekaj sveti, ki je drugačno, ampak je še vedno pa ohranjena tista prvotna. Ne? Pač, skratka, nekaj več je še, ko gre pač skozi ta proces kristalizacije. Ne? Torej... Ja, zdaj, ko govoriva ravno o tem procesu kristalizacije in te formaciji, te ideje, kakšni naj bi bila, ne Italijani, Italija, tako rekoč, ne kot ideja, me na drugi strani pa zanima, to sem se ves čas spraševal pri teh italijanskih kronikah, kako si on predstavlja, kakšna je pa potem Francija, ne, kot neko vrste nasprotje temu. Ne? Ja, nasprotje temu, ne, in zdaj seveda na neki način je on sam odgovoril, ko je dal si napisati na nagrobnik, ne, torej Arrigo Bel Milanese, ne, torej Milančan, ne, in potem kako je torej ljubo pisal in tako dalje. Ne? Skratka, to v italijanščini. Ne? Torej, seveda pa, zdaj, če nisi ravno knez Lampeduški, se boš nad njegovo Italijo marsikdaj začudil. Ne? Torej, tak prefinjen ne? Kot je bil Tomasi di Lampedusa, ne? Je gotovo v tistem lahko videl tisto pristno Italijo, ne? Ampak ali pa bolj italijansko Italijo od tiste, ki si jo lahko videl, ki je recimo bolj groba. Ne? Seveda na drugi strani, ne, če pogledamo pa tudi torej Napoleona, ne, ki ga občuduje Stendhal. Ja, kdo pa je Napoleon? Ne, torej še Valentin Vodnik, ki je po Slovence prvi seznanjeval s tem, kdo je Napoleon, zapiše, ne, da je prej znal italijansko kot francosko. Ne. Torej, vse se na neki način v tem mozaiku sestavlja, ne. Torej, tudi ta napoleonski mit, pa potem Rossinija, recimo v knjigi o Rossiniju predstavi kot Napoleona protinapoleonske dobe. Ne? Torej, Rossini je tudi zavojeval vse, ne? Torej, in seveda zavojeval je tudi Pariz. Ne? Torej, na neki način, če gledam tako, ne, se je on čist potiho razglasil za nekakšnega pisateljskega Rossinija, ne? In seveda bo pa v prihodnosti šele zavladal. Ne? Skratka, tu je pravzaprav ene kaskade nekih asociacij in sej zato pa lahko tudi razumemo, ne, zakaj je ta literatura še po tolikem času živa. In kako je pravzaprav, sej tam ti rokopisi so zaprašeni bili, ne, ampak on jih je užival
s tem, da je črtal kakšen stavek, dodal kakšno takšno le pripombico in to je bilo to, ne. Ampak še torej na dan smrti se ukvarjal recimo s tem, ne. Mislim, navsezadnje, ne, bi rekel, da to pa le ni tako resno opravilo. Ne, vsako pisateljsko opravilo, navsezadnje tudi, ne, ko prepisuješ, moraš zelo, zelo dobro vedeti. Mislim, saj na koncu koncev, ne, marsikatera literatura je iz literature nastala. Ne vsa, ne, ampak vendarle, ne. Ampak pa še potem drugo, ne, če vzameva za ta odnos, torej Stendhalov do recimo stvarnosti, ne, če pogledava opis recimo Waterloojske bitke, Parmski kartuziji ali pa pri Igoju, ne, torej tudi to je interesantno primerjati, ne. Isti dogodek, dva pisateljska temperamenta, torej pri Stendhalu je pač to nekaj zelo, tako bi rekli, osebnega, pri Victor Hugo bo vedno pomislil, kaj je to za človeštvo, Evropo in tako dalje, ne. Ampak na koncu koncev, a ni Stendhal tudi o istem pisal, ko je pač to na čisto človeški nivo, tisto totalno zmedo, ne, in tudi iz te zmede, teh zaprašenih kronik je naredil literaturo, ne, mislim, in iz tistega italijanskega kaosa, ki izgleda malo teatrski, je on naredil neko resno Italijo, zapeljivo Italijo, ki je mogoče so jo Francozi potem, ko so ji pomagali, da se je ustvarila, ker Italijani so sicer rekli, ne, Italija farà da sé, torej, da se Italija napravlja sama, brez Napoleona tretjega, da ne bi šlo, ne. Ampak vendarle, mogoče je imela ta literatura tudi zelo tak pragmatičen učinek, ko je vendarle vsaj enemu delu, vsaj francoske intelektualne javnosti, odprla eno okno v Italijo, ki je politično pomenila nič, ne, ki je bila pravzaprav, Metternich se je igral lahko z njo, Avstrija se je lahko igrala z njo, ne, ampak vendarle Italija, ta Stendhalova Italija, ne, je vendarle, mi moramo vendarle si predstavljati, da je to Italija v času, ko je to samo geografski pojem, ker je to razdeljeno na tam, kaj jaz vem, ne, v kraljestvu obeh Sicilij vlada il re Bomba, ne, torej kralj Bomba, potem Marija Luiza s svojim ljubčkom Najprgom, ne, torej poznejši nasledniki imajo naziv Montenuovo. Torej, mislim, ko je vse skupaj izgleda zelo operetno, ampak Stendhal pa napravi iz tega deželo strasti. Ne, mislim, kar Italija na neki način seveda tudi je, ne, sem ne skozi in skozi, ne, medtem ko tu je pa recimo takšno hrepenenje po Italiji, ne, da si po smrti si Milaneze, ne, torej v Parizu, ne, in a je to ena izmed Stendhalovih laži ali pa je to njegov tisti zadnji veliki psevdonim? Mislim, če bi morda takole za konec vprašala nekdo, ki vzame v roke te italijanske kronike, zakaj jih vzame in kaj bo dobil od Stendhala? Od Stendhala bo dobil Stendhala, pri čemer to pomeni svet na en poseben način. Ne, torej, zakaj?
razlog ne vem, če je tako zelo pomemben, ne, zakaj vzameš knjigo v roke. Ne. Ampak če jo vzameš, recimo tako patetično odprtega srca in da slediš Rabeleju, ne, ki je tam na začetku Gargantuaja in Pantagruela pravi, ne, da je treba odpreti knjigo in skrbno premozgati, kar je zapisano v njej. Ne. Torej, to je tisto intenzivno branje. No. To pa prepustimo bralcem. Jaz mislim, da toliko bralcev, kot bo jih imela ta knjiga, toliko bo tehtnih razlogov. Ne. Mislim, nekdo bo verjetno prevzet ja, na neki način seveda lahko od te zgodovinske romantike, ne, ampak seveda to je čisto drugače ne, kot Manzoni. To je čisto drugače kot Sir Walter Scott. Ne, torej, to je drugačen pristop v zgodovini, ne, torej, ali pa romantični literaturi, kajti to se lahko bere skozi njegov esej o ljubezni. Lahko se bere seveda tudi skozi ta njegova dva največja romana, ne, torej Rdeče in črno in seveda Parmsko kortozijo. Skratka, mislim, da je vsakdo na nekem vznemirljivem popotovanju, ki ga lahko da samo literatura in ali prvič bere, ali še kdaj pozneje, mislim, da ne bo razočaran. Profesor Grdina, lepa hvala, spoštovane in spoštovani. Hvala tudi vam. Naj vas še enkrat povabim, da čisto zares novembra, ko izidejo italijanske kronike, vzamete to knjigo v roke. Takrat boste, kot pravi profesor Grdina, čisto zares prijeli Stendhala kot Stendhala. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje. Beletrina v živo.